Lažna novica o izvoru koronavirusa pa se je razširila tudi po italijanskem medmrežju, imenovanem La Interneto. Tam ljudje množično delijo sliko umirajočega ameriškega vojaka, ki na svoji smrtni postelji priznava, da je namenoma širil virus po Italiji. Pri tem pa se ne zavedajo, da gre pravzaprav za sceno iz serije Živi mrtveci. Če se bo ta neumnost nadaljevala, bodo kmaru razširili še vest, da je virus v svojem laboratoriju izumil doktor Zloba ter ga testiral na svojih hišnih ljubljenčkih z imenom Gremlini. Da je Italijane strah, pa je povsem razumljivo, saj v njihova država kljub zajezitvenim ukrepom ostaja žarišče koronavirusa. Ravno zato so Italijani za pomoč prosili tisto državo, ki so ji to nelaskavo titulo speljali. Je pa italijanskemu zdravstvenemu osebju na pomoč z novo zaščitno opremo priskočila tudi Kitajska. Ovviamente la prima difficoltà è proteggere la protezione individuale. Njihov glavni problem je povezan z zaščitno opremo, njihov drugi največji problem pa s tem, da nimajo pojma, kako se bodo s Kitajci sploh sporozumevali. Italijani so namreč nasplošno znani po tem, da ne razumejo niti besede tujih jezikov, Kitajci pa po tem, da svojih pismenk ne znajo prevesti v angleščino. Tako se na primer na Kitajskem najdejo gasilni aparati z napisom ročna bomba, to je res nekaj, kar bi želel imeti v primeru požara, napisi prosim, ne bodite užitni, ter splošno opozorilo, ko so na primer usmrtitve v teku. Glede na to, da gre za Kitajsko, tukaj prevod morda sploh ni napačen. Ker se italijanski zdravstveni delavci komunikacijskega problema dobro zavedajo, skupaj s kitajskimi kolegi že delajo na rešitvah. Il numero dei casi sta crescendo, quindi anche attraverso tutte le tecnologie che ci verranno donate poter aumentare la nostra risposta, la qualità della nostra risposta. Tako je. Kitajska je za lažjo komunikacijo z Italijani angažirala tehnološko podjetje Xiaomi Mika, ki že razvija programsko opremo, ki zna italijanske ročne geste prevesti v splošno razumljiv jezik. Upajmo, da bo program uspešno deloval, sicer se lahko situacija pri sosedih še stopnjuje. V Italiji pa upajo, da bodo vsi ukrepi in prizadevanja zdravstvenih delavcev pripomogli k preprečevanju širjenja virusa v najrevnejši del države, kjer bi se zdravstveni sistem še težje spopadal z zahtevno nalogo. Italija mora zaščititi svoj jug, saj je to najrevnejši del njihove države, oziroma drugače povedano, jug je njihovo prekmurje. Sicer je revno, ampak ga je treba zaščititi, ker iz tam izvira večina dobre hrane. Medtem ko nekateri Italijani iščejo rešitve, pa si drugi krajšajo čas z igranjem glasbe, kot na primer tale gospa. Tako pač je v svetu kulture. Pravih umetnikov noben ne razume. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.